Res si ne znam predstavljati, kako bi lahko vse to skupaj opravil v primeru, da bi zelo močno jecljal, tako kot sem to imel probleme pred leti. Govoril o 22. oktobru, ki je mednarodni dan ozaveščanja ljudi o jecljanju. Menim namreč, da je premalo govora, še vedno premalo govora o samih problemih, ki se tičejo govora oziroma natančneje jecljanja. Dosti logopedov se sicer ukvarja z jecljanjem, ampak kar je glavni problem, vsaj jaz menim tako, je v tem, da se premalo gleda na celotno sliko problema jecljanja. Kaj to pomeni? To pomeni to, da jecljanje ni samo govorna napaka, ampak da je še veliko več. Da je to dejansko socialna napaka, v narekovajih, ovira, kakorkoli želite, nas ljudi, ki jecljamo. Kajti večina nas, bom še enkrat poudaril, večina nas ljudi, ki jecljamo, imamo probleme s socializacijo. Vsaj ko smo mlajši in tako naprej. Potem, ko smo starejši, tega ni več toliko veliko. Kot sem že danes omenil, bom govoril tudi o mednarodnem dnevu ozaveščanja o jecljanju. Kaj to sploh je? To je dan, ki ga obeležujemo s pentljo morsko-zelene barve, ki predstavlja enakost, svobodo in pravice oseb, ki jecljajo. Na ta dan lahko oblečemo zelena oblačila in nosimo zelene trakove, ki nas spominjajo na ljudi, ki jecljajo ter opozarjajo na njihovo problematiko. Vsako leto ima tudi Radio Slovenija svetovalni servis na temo o jecljanju. Letos sta bila na Radiu Slovenija gosta Vlasta Podbrežnik, profesorica defektologije in logopedinja ter tudi podpredsednica Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazej ter Georgi Done, ki je predsednik društva Vilko Mazej. Letos se žal omenjenega svetovalnega servisa nisem mogel udeležiti, delo pa mi je tudi preprečilo, da bi poklical v samo oddajo, kajti sicer s tem nisem imel nobenih problemov, sem prav si želel poklicati v oddajo, a žal temu ni bilo tako. Kaj več o samem nastopu v oddaji si lahko pogledate tukajle na spletni strani Društva Vilko Mazej, obenem pa si lahko tudi tukaj ogledate povezavo do ameriškega dokumentarnega filma o jecljanju, ki je bil predvajan na RTV Slovenija dve. Kaj menim o tem, kako je jecljanje vplivalo na moj govor in kako sem se zaradi težke situacije, ki sem se znašel v njej, zaradi mojega očeta, ki je bil takrat v Zdravilišču Laško, našel pred težko nalogo, in sicer moral sem klicati različne ljudi in podobno. Moj zelo dober govor in zelo dobro kontroliranje jecljanja pripomoglo k temu, da sem brez problema, ampak res brez problema pridobival različne informacije, organiziral različne stvari in še mnogo drugih stvari, kar se tiče tega oziroma kar je povezano s tem. Res si ne znam predstavljati, kako bi lahko vse to skupaj opravil v primeru, da bi zelo močno jecljal, tako kot sem to imel probleme pred leti. Sprejmite se takšni, kot ste, to bo zelo pomagalo k izboljšanju govora, vsaj sčasoma. Pojdite k logopedu, pojdite k različnim organizacijam, ki se ukvarjajo z izboljšavo govora. Ne pozabite, govor je dar, ki ga moramo ceniti, in pomembno je, da govorite pozitivno, širite dobre ideje, pozitivne misli, kajti le tako boste bili bolj srečni vi sami, kot tudi vsi okoli vas.